Torej, Ralf Beker v Kapelici gostuje že drugič. Lani smo predstavili njegovo inštalacijo Metafizika strojev in že takrat se nam je zdelo, da gre za relativno enostavne, lepe, kinetične inštalacije, ki so z razliko od nekaterih naših produkcij bistveno lažje razumljive in zaradi tega smo si zaželeli letos predstaviti tega umetnika širši javnosti in smo poiskali nek prostor, ki je orientiran na ulico v strogem centru Ljubljane in ki ima seveda predvsem naključne goste. Res je, da je primeren prostor za večji obisk, je pa hkrati izziv za samo inštalacijo, ker je samo osvetljena in najboljše funkcionira prav v večernem času, ko te rdeče nitke zažarijo. Ampak, če povem malo več o samem delu, Vmesnik 1, kot je ime te inštalaciji, tematizira neko notranjo življenje, ki naj bi ga stroji imeli. Tako kot v njegovih drugih delih, Ralf pravzaprav skozi vse te različne modalnosti poskuša amplificirati tisto, kar od stroja najmanj pričakujemo. Običajno stroji služijo za izdelavo, za izvedbo neke naloge. Če se pokvarijo ali pa če kakorkoli samo svoje funkcionirajo, jih imamo za napako, za pokvarjene in tako naprej. No in Ralf je v tej inštalaciji s to množico strojčkov dosegel to, da se neka napaka, ki se pojavi v navoru posameznega strojčka, v temu tekmovanju med obema mehanizmoma, da se ta napaka v bistvu sešteva z napakami drugih strojčkov v vrsti, da pa to niti slučajno ne bi padlo v ravnovesje, oziroma da bi te napakce bile relativno povezane, služijo te električne nitke, ki so v resnici elastične in še podaljšujejo te napakce, ki nastajajo med posameznimi strojčki. Kljub temu obstaja verjetnost, in to je Ralf izpostavil, da bi se sčasoma kompletna inštalacija umirila in da te dinamike, ki ustvarjajo to lepo pokrajino, ne bi bilo več. Zato pa so na steni postavljeni trije senzorji, trije Geigerjevi števci, ki merijo tektonsko dejavnost sevanja v zemlji in ti še dodatno pošiljajo signale v samo inštalacijo in glede na to, kakšno je to sevanje v zemlji, še dodatno stimulira gibanje tega stroja. In tako imamo kar naenkrat neko pokrajino, sestavljeno iz teh rdečih izohips, ki je podvojena s tektonskim delovanjem in sevanjem v njem. Imamo neko nevidno krajino, ki jo ne zaznavamo kot tako, ki pa se na nek način manifestira v tej čudoviti kinetični pokrajini. No, pri tem delu je pomenljivo to, da nima nekega političnega ozadja, nima neke politične izjave, ne postavlja se v razmerje do neke izven skulpturalne dejavnosti, ampak da vzpostavlja čez to neko notranjo dinamiko vtis, kot da gre za nek premišljen scenarij, da gre za nekaj, kar je v teh elektromotorčkih skrito kot neka duša. In ta estetski učinek pravzaprav vzpostavlja neko avtopoetiko, ki nas napoteva na to, da je treba gledati stroje vseeno izven zgolj utilitarnega okvira. Stroji
kot vidimo, imajo neko svojo notranjo dinamiko, neko svojo notranjo živost, kar nam pomaga pri razumevanju tehnologije. Namreč mi tehnologijo jemljemo kot samo po sebi umevno, ampak vemo, da se tehnologija kvari. Zdaj, to notranjo lastnost te tehnologije je treba vzeti v zakup, ker jo prav čez te, napakce, ki se tukaj dogajajo, boljše razumemo. In dejansko ta avtopoetika nas napoteva na boljše razumevanje in tudi sprejemanje te glitch estetike, teh napak, zaradi tega, in s tem demistificiranja samega stroja, ne. In ko dosežemo to stopnjo razumevanja, je potem zelo hitro lahko doseči to razliko med tem, ali mi uporabljamo stroj ali stroj uporablja nas. Mi vemo, da smo kot družba skozi in skozi prežeti s tehnologijo in na žalost je veliko ljudi imajo do teh vmesnikov odnos, ki je zgolj uporabnosten in pravzaprav nevede živijo življenje, ki jim jo diktirajo stroji in ne obratno.